se nagiba stolp v Pizi. Viva la torre di Pisa che pende, ma sempre sta su. Viva la torre di Pisa che pende, e mai non vien giù. Kam se nagiba stolp v Pizi? To je zdaj vprašanje. Naš nadvse ugledni strokovnjak za pravosodje in specialni izvedenec za mirosodje Matjaž Han namreč meni, da se ta stolp, podobno kot slovensko sodstvo, nagiba v desno. Včasih je treba reči Bobu Bob. Ustavno sodišče je še enkrat pokazalo, to, kar sem že enkrat rekel, da je zelo kot tist v Pisi, zelo na desno obrnjen. Kot ste najbrž sami uganili, ima Han, ko pravi, Tist v Pisi, zelo na desno obrnjen. v mislih pač poševni stolp v Pizi. Matjaž Han ju pač vidi na ta način, mislim, ustavno sodišče in stolp v Pizi. To menda niti ni čudno. Psihologi namreč ugotavljajo, da se osebi, ki trpi za trajno nagnjenostjo v levo, svet zdi zelo desnosučen. To pa je tudi razlog za hudo zaskrbljenost Matjaža Hana nad slovenskim pravosodjem. Jaz mislim, da danes je zopet dokaz, da pravo in razum ne hodita po isti poti, ampak živimo v Sloveniji. Včasih je treba reči Bobu Bob. Ustavno sodišče je še enkrat pokazalo, to, kar sem že enkrat rekel, da je zelo kot tist v Pisi, zelo na desno obrnjen. Da bo Bobu rekel Bob, pa se je Han odločil, ko je prejšnji petek ustavno sodišče političnemu zaporniku Janezu Janši vrnilo poslanski mandat. Se tu verrai con me, Maria Luisa, la guarderai e poi esclamerai: Mamma mia, che effetto mi fa! Viva la torre di Pisa che pende, e mai non cadrà. Vsebinsko se s Hanovo tezo o desnosučnosti ustavnega sodišča strinja tudi vodja poslanske skupine Zavezništva Alenke Bratušek Jani Möderndorfer. Tudi v preteklosti je že odločalo, da o referendumih, kjer se je odločalo o človekovih pravicah, so seveda tudi spreminjali ulice, ustanavljali občine, to pot pa se morajo še odločiti, da bojo vrnili dokončno zapornika v parlament. Med grehi, ki kažejo na desnosučnost ustavnega sodišča, je Möderndorfer tokrat pozabil omeniti, da se to sodišče sploh ni zmenilo za njegovo zahtevo po prepovedi cerkvenega zvonjenja. Sprva se je zdelo, da bo odločitev ustavnega sodišča o vrnitvi mandata Janezu Janši pomenila precejšen udarec za skupino neodvisnih pravnikov, ki so pred časom opogumljali poslance državnega zbora k odvzemu mandata. Seveda pa je bilo tako samo na prvi pogled. Ugledni pravni strokovnjak Rajko Pirnat je vso zadevo takole razložil. Veste, v pravu to pravo ni matematika, eno je prav, eno ni prav. Pravo dopušča različne razlage. Če smo prav razumeli, je na področju prava zmeraj vse prav. Zato pa je pravo. In tako je tudi prav. Quando la vedi ai tuoi occhi non credi, è una grande paura ti fa. Ma come fa a stare in piedi? Meglio tirarsi più in là. Dopo si infilan le scale, si sale e lei pende di più. Senti la testa girare mentre ripeti anche tu. Viva la torre di Pisa che pende, ma sempre sta su. Viva la torre di Pisa che pende, e mai non vien giù. Nekaj več težav z dokazovanjem svojega prav pa ima vodja poslanske skupine socialnih demokratov, poslanec Matjaž Han. Za svojo tezo o tem, da se ustavno sodišče nagiba v desno, ima Han v parlamentu skoraj dvotretjinsko podporo. Glede nagnjenosti stolpa v Pizi pa je naletel na nasprotovanje. In to med geometri. Slednji namreč trdijo, da je stolp v Pizi, če ga gledaš z druge strani, lahko nagnjen tudi v levo.
Iz dobro obveščenih virov smo izvedeli, da Matjaž Han tem kritikam ne oporeka. Je pa zelo razočaran nad obnašanjem stolpa v Pizi, ki se za njegovim hrbtom zahrbtno premika. Se tu verrai con me, Maria Luisa, la guarderai e poi esclamerai: Mamma mia, che effetto mi fa! sì, viva la torre di Pisa che pende, mai non cadrà.